enačba take hiperbole, ki je tako postavljena v koordinatnem sistemu, je x na drugo ulomljeno a na drugo minus y na drugo ulomljeno b na drugo enako 1. Kjer a je realna polos in b je imaginarna polos. Sedaj mi lahko vzamemo v poštev enakoosno hiperbolo, torej tista, kjer a je enak b. In torej je taka hiperbola a je enak b in zdaj napišemo enačbo. Torej b je enak a, torej x na drugo ulomljeno a na drugo minus y na drugo ulomljeno a na drugo je enako 1. Enačba prije lepša, če pomnožimo z a na drugo. X na drugo minus y na drugo je a na drugo. Torej, ta je enačba te hiperbole, enakosne hiperbole. Lahko dobimo tudi njeno ekscentričnost. Ekscentričnost je definirana kot c ulomljeno a in sedaj c tukaj pri enakosni hiperboli kaj je? Pogledamo, c je diagonala enega kvadrata, stranico a v bistvu. Torej, c je kvadratni koren od a na drugo plus a na drugo, torej kvadratni koren od 2a na drugo, zdaj koren od a na drugo damo a, torej koren od 2 krat a. In torej tukaj c damo koren od 2 krat a, ulomljeno a, tukaj a se krajše in dobimo, da ekscentričnost je koren od 2. Sedaj, ko imamo to enakosno hiperbolo, bi lahko tudi napravili transformacijo, ki sem že večkrat pokazal, da zamenjamo x z y. In torej, tako, in bi imeli tako hiperbolo. In enačba kakšna bi bila? Bi zamenjali x z y, bi imeli y na drugo minus x na drugo je enako a na drugo. Ali pa, če pomnožimo vse z minus 1, x na drugo minus y na drugo je minus a na drugo. Vsekakor zdaj nas ne, ja, ta bi imela gorišča na osi y. Vsekakor zdaj nas ne zanima toliko ta transformacija tukaj, kot neka druga, za katero pa ne bom dokazal, kako dobimo, bom povedal, kaj dobimo, ampak ne bom zaenkrat obrazložil, zakaj. Torej, mi lahko mislimo, lahko zdaj opazimo, da ta asimptota je razpolovnica prvega in tretjega kvadranta. Ta asimptota je razpolovnica drugega in četrtega kvadranta. Torej, mi lahko mislimo, da zavrtimo to enakosno hiperbolo za 45 stopinj. Tako da asimptoti postaneta koordinatni osi. Torej, vidimo še enkrat. Imamo to enakosno hiperbolo. Zavrtimo za 45 stopinj. In tukaj sem že narisal. Torej, asimptoti sta koordinatni osi. Hiperbola je taka. Gorišči hiperbole sta na razpolovnici prvega in tretjega kvadranta. In taka hiperbola, zdaj ne dokaže, ima enačbo x krat y je a na drugo ulomljeno 2. Katerikoli naj bo a na drugo je pozitiven. Torej, x krat y je ena pozitivna konstanta. Sedaj, samo omenim, če namesto take, da ima vejo tukaj in tukaj, bi imeli hiperbolo, ki ima vejo tukaj in tukaj, zmeraj asimptoti sta koordinatni osi, bi dobili enačbo x krat y je minus a na drugo polovic. Samo zdaj nas ne zanima dosti. Se vrnemo na to, torej to, ki jo vidimo, x krat y je ena pozitivna konstanta. Zakaj to je važno? Ker to predstavlja, to je graf obratne sorazmernosti. Kdaj sta dve količini obratno sorazmerni? Ko se zgodi to, če eno podvojimo, se druga razpolovi. Če eno potrojimo, se druga razdeli na 3 in tako dalje. In torej ta hiperbola, tako postavljena, nam predstavlja prav obratno sorazmerje. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.